Prijeten pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Danes smo zopet v vaši družbi. Ja, seveda, četrtek je, čas je 20:00 in prav je, da se pripravimo na prijetno druženje, čeprav so zdaj dnevi malce daljši, bolj svetli, ampak verjamem, da ste že vse postorili in da zdaj lahko uživate v dobri družbi odlične glasbe. Danes vam bomo pripeljali veliko dolenjskega vzdušja, glede na to, da je z nami ansambel, ki zelo dobro kuje svoje glasbene načrte že kar nekaj let. Kaj več bomo še izvedeli, sicer pa niso neznankana tudi v naši oddaji, tako da jih ponovno z veseljem pozdravljamo. Novi spomini, dobrodošli. Briga me, če ljubiš drugega dekle, saj nor sem bil, ker nisem verjel, da me vleče za nos. Briga me, ker pojdi z njim, ne vračaj se, nekod spoznala boš, da si izgubila ti. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Nocoj, jaz na te bom pozabil, našel sem drugje. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Poskočna uspešnica ansambla Živjo, kako smo? Dober večer, odlično. Skoraj bi vam še dodala kakšno ime, nasmejani, veseli. Kako pa naj ne bomo nasmejani, če smo pa tako v dobri družbi? Ja, hvala, lepo. Najprej čestitke za novo pridobitev. V vašem ansamblu ste, kako naj rečem, iznesli novo jajce. Ja, kako se reče temu, ne? Rodili ste, kar vsi skupaj. Ja. Kdo je rodil, naj dvigne roko in se globoko prikloni. Ja, bravo. Denis je dobil sina Jakoba, ja, Čestitke. v ponedeljek, tako da... Mislim, da je prav, da to omenimo, ne? Ste kaj že zalili vi tole? Ste že kaj zaplavali v veselje?
počasi prihajamo na to, jutri je dan D, Jutri imate jutri je zabavo. Denis povabil vse skupaj, tako da se bomo poveselili malo, tako da jaz verjamem, da nam bo zelo luštno. No. To pa moramo vprašati, Ja, kako ja. bo izgledalo zdaj to, mogoče malo izključnih trenutkov, takšnih, ki bodo izpostavljeni, more biti lahko tudi kraj in lokacijo povemo, da še kdo pride. Ja, Kako izgleda, ko se veseliš novega člana pri vas, recimo? Kakšni so običaji? ja, pri nas je tako, jaz vam bi rekel, mislim, da imam ali pa imam kar nekaj prijateljev, tako da bo recimo tam nekje od 80 do 100 ljudi. Res? Lahko bi marsikoga povabil, mislim, da je že večina Moskonterjev povabljenih. Tako da ozvočenje bo stalo, inštrumenti bodo na mestu, zaje za Vzame, pit kdor bo. hoče. Tako je. Tako. Tako. Še kakšni običaji, ne vem, vemo, da na določenih delih Slovenije pač očka polivajo, očku kaj ušpičijo. Lahko kaj pričakujemo tudi pri tebi? So že kaj Jaz se naredili tudi pri prejšnjem? V bistvu se ne spomnim. Za jutri oziroma naslednjič se pa pustim presenetiti. Se pustiš presenetiti, ne? Upam, da si bodo fantje kaj izmislili. Briga me je pesem zadnja zelo aktualnega vašega ansambla, tudi videospot odličen, čeprav ko ste ga snemali, se mi je zdelo, da sem pri Jožetu opazila tisto sapico, ki je bilo že mrzlo takrat, ko ste to snemali, a ne? Bilo je zelo Ja. mrzlo, že to je bil december, Ja. november. In vi lepo v kratkih rokavih. Ja, zdaj pa še v večernih urah, tako da je bilo prav prijetno, že najbrž podničilo. pihali. Se je kdo prekladil? Ne, nismo bili vsi, Ste ne, smo bili preživeli. vsi, Tako da so, dobro hvala ste Bogu, so glavni igralci imeli več dela v videospotu, tako da smo mi tako na hitro naredili. Pravili, Tako. zmrznili in se odtalili. Odlično, predlagam, da si privoščimo torej še eno od novih spominov. Ja, kaj več v nadaljevanju, seveda tudi z besedami pri naši mizi. Uživajmo. Postoj, dekle, povej, zakaj spet molčiš? Zakaj s pogledom nemo v daljo strmiš? Je upanja vsaj malo za naju dva. Posamljen bom, če boš odšla. Postoj, dekle, povej, še veš za noči. Za vsak poljub, ki si mi dala ga ti. Povej, če to zares je tvoje slovo. Ma res te k meni več ne bo. Moja bo za vse večne čase, tudi če 100-krat priznaš, da je za drugim odšla tvoja ljubezen sa. Moja v spominu in v sanjah, moja kot cvet v dlaneh, ki bo ostal vedno bel v mojih očeh. Postoj, dekle, povej, še veš za noči. Za vsak poljub, ki si mi dala ga ti. Povej, če to zares je tvoje slovo. Ma res te k meni več ne bo. Moja bo za vse večne čase, tudi če 100-krat priznaš, da je za drugim odšla tvoja ljubezen sa. Moja v spominu in v sanjah, moja kot cvet v dlaneh, ki bo ostal vedno bel v mojih očeh.
cvet v dlaneh, ki bo ostal vedno bel v mojih očeh, ki bo ostal vedno bel v mojih očeh. V zadnji mačevski oddaji se torej družimo z novimi spomini, še bomo slišali njihove odlične skladbe. V nadaljevanju pa v videospotu, čeprav tam jih verjetno ni tako zeblo, vemo pa, da so poznani tudi po dejstvih, da se radi družijo ne samo z mamo Manko, ampak kdaj pa kdaj tudi s kakšnimi glasbeniki z drugih voda. Poglejmo. Tole je pa pestro potalo. Potaja. Tako, močno je razbijalo, ne? Porokovsko. Ja, porokovsko. Ja. Kje ste tole snemali? Snemali smo v Novem mestu, v bistvu v okolici Bršljina, v skladišču od festivala Novo mesto, tako da se jim lepo zahvaljujemo še za nazaj. In se upravičujete za ropotanje. Ja, festival Novo mesto ima pač ozvočene velike prireditve, ozvočuje in vse to ostalo, tako da so nam posodili malo opreme, te luči pa tu so vse oni priskrbeli, tako da brez njih pač videospota ne bi bilo, seveda pa tudi brez Rok partizanov in brez novih spominov, pa brez naše publike, tako da jaz moram reči, da smo pri snemanju smeli
odlično. No. Ja. Kar nekaj sodelovanj ste nanizali skozi leta vašega ustvarjanja, mogoče še kaj izpostavimo, poleg seveda nepozabne mame Manke, ki je tudi odlično se zlila z vami in z idejami, ki jih je prinesla, oziroma prinesel, ne, ker v osnovi je moški, priznajmo. Ja, Saša, tam je res fajn sodelovati. No. Mislim pač tudi tak v redu človek je, tiste ideje, ki padajo, so, ne vem, si jih nekako skupaj lotimo tudi pol in zapakiramo neko tako lepo celoto, lahko temu rečemo. Tako da pač, In kdaj prijete na tudi kakšno cenzuro, ne? Ja, seveda. To je pa samo zaradi mame Manke. Ja. To je pa potrebno sem zaradi mame Ampak Manke. pesem je kljub temu, ne, prišla do poslušalcev in mislim, da v glasbi ni meja več ali manj, ne, se kdaj lahko malce pohecamo. Res je, ja. Ja. Res je. Pač določena mera neke kakovosti mora biti, ampak do nekje pa se lahko približaš nekem humorju, pa če je to lepo zapakiran humor, se mi zdi, da to poslušalci zelo lepo sprejmejo. Tako. Imate zelo raznolik imič, ne? Nekako niste v narodnih nošah, skušate biti mladostni. Od suknjičev do celo pokrival, si ti edini, ki trenutno nosiš pokrivalo? Ja. Nihče drug se še ni odločil. Noben se še ni odločil. Nima še želja potem. Ja, ampak ni zaradi tega. Pač, Ne, res ti pristaja, ne? Vse se strinjamo. Najlepša hvala. Tudi če bi imel lase, bi mu nakljub temu tudi pristajalo, Ja. ne? Ampak, veš, zelo hitro se lahko zgodi, ne, da bo nekoč pa Jože tebi dvignil klobuk in mogoče pokazal to. Po mojem se noben ne bo nacekiral. Tale vaš Jože tudi kaj tako trenira, tako? Nobenega nisem še dvigoval, kaj veliko. Ne, kakšne druge uteži. Ja, pač tako malenkostno. No, pač ker to se zdaj malo rekreeram povezujem sam. z novo skladbo, ki jo bomo slišali, oziroma novo naslednjo. Govori o mačotu, ne? Ja, ampak... Mačo ima kaj, mišice? Kaj ima še mačo? Ja, ampak mi govorimo, da nismo mačoti. Aha, ja, ampak če bi opisal mačota, tudi če smo, ne priznamo kaj tega. bi izpostavil pri moškemu, ki je mačo, recimo? Če gremo zdaj nasprotno zgodbo. Čist na napačen naslov ste se zelo obrnili, oziroma si se obrnila. Ja, Tako da... Kdo bi mi znal to opisati? Kdo je v vašem ansamblu največji mačo? Jožko. Jaz ne bom tega rekel, 100% da ne. Ni besed, s katerimi bi lahko opisal, kakšne karakteristike naj bi imel mačo. Pač fantje smo bolj tako, rajš punce gledamo, ne? Tako da zdaj pač... Ja, dobro, ampak kakšen moški bi osvojil, ne veš, bom šla tam le basistu, ker se tok dobro smeji na ta račun. No, povej zdaj, kako bi opisal enega moškega mačota? Vem, da radi opazujete dekleta, ampak včasih pa pride kak fant, pa ga opazimo tudi, ne? Ženske in moški, kaj bi na njem opazil? Mišice? Kot prvo, mačo mora biti odlično opremljen. Ja, kaj to pomeni? Mačo z veliko opreme rabi svojo opremo zakriti in pokriti in zaščititi. Zato je tale. Aha, dobro. Ja, Okay. tale. Mora biti obdarjen, če sem zdaj razumela. In imeti to Absolutno. pokrito. To je Dobro, to in naprej. Za začetek je dost. Ja, za začetek je Za dosti. začetek ne bo to. Zdajle sicer nisem mislil, da bom prišel do priložnosti, da bom govoril, ampak moram mojega sina Laurata pozdraviti. Lovro, Živijo, Lauro, živijo. spat. Ja, sem mu obljubil. To je to, no. Prvo kot prvo mora vedeti, da je vsaka stvar na svojem mestu, mora imeti predvsem tudi sam pri sebi urejene stvari. Tako, Mora se miselno tudi, ne? Seveda, se mora Ja. zavedati samega sebe in nič drugega na svetu ni bolj pomembno kot on. Pa seveda, Ja, Orodje. mora biti orodje. V redu, Orodje. sem razumela sporočilo. Je pa zanimivo, ne, ker pred 14 dnevi sem enega bratov, Barbo, imela tudi tukaj. Ja. Plesal je takrat, zelo dobro mu je šlo od rok. Tudi novi spomini boste danes dobili eno nalogo. V drugem delu, ko se srečamo, tako da vsaj eden bo danes nastradal. Ne? ja, zdaj ne vem, če imamo midva, zdaj nisem še kakšnega brata. A sem zdaj kaj zamešala? Ali bi to Matej mogoče? Ja. Ja, zdaj ne vem, ali so, A sem jaz kaj zamešala zdaj? ali so tvoji standardi za ples tako malo Ja, ne, hecni? zelo dobro se je odrezal in to si lahko tudi pogledate na YouTubu. Ne, Oddaja Matej je- Najbližja. ja, Matej je bil, okej. Tako dobro mu je Si šlo. bom ne? pogledal, ja, bom pogledal, tako je migel z boki. Tako. Naslednjič v oddaji bom To pa za isto. mačota se pa jaz kar strinjam, no, dobro se Vse? zadev, vse. No, Vse. krasno. Tako da smo prišli na skupno linijo. Zdaj je čas za glasbo. Še eno smo pripravili, torej govorili bomo o tistih, ki niso mačoti, ne? Kakšna je ta zgodba, seveda prisluhnimo v naslednji skladbi.
sonce na cvet, stopila si na moj planet, s poljetjem v lase. Prišla si jaz pa brez besed, kramljala si, jaz sem molčal, plesala si, jaz sem le stal, odprtih ust besede prave sem iskal. Nisem mačor Don Juan, a ljubim te v sanjah dan na dan. Nisem mačor in priznam, da rad te imam, a nisem princesa. Če rekel bi besedo dve, če zajec jav bi svoje ime, ljubezni puščica, morda zadela bi srce. Brez tebe temen je moj svet, brez tebe prazen moj planet, in vse bi dal, da bi od tebe bil zadet. Nisem mačor Don Juan, ljubim te v sanjah dan na dan. Nisem mačor in priznam, da rad te imam, a nisem princesa. Nisem mačor Don Juan, a ljubim te v sanjah dan na dan. Nisem mačo in priznam, da rad te imam, a nisem princesa. Da rad te imam, a nisem princesa. No, pa še nekdo reče, da nas glasba ne spravi v dobro voljo, tako bo tudi v nadaljevanju. Danes bodo v naši oddaji debitirali tudi ansambel Pik iz Šentjurja. Odličen pogovor z novimi spomini, ja, tudi ena naloga za nove spomine v tistem zadnjem delu, tako da ne bo prenaporno, seveda pa še veliko dobre in odlične glasbe, že v nadaljevanju skupaj s pravimi faloti. Vsak dan prinaša rože in trnje za naprej. Vsak dan se zdi tako poseben. Vsak dan nariše šopek razglednic za spomin, ki za sabo solze puščajo in smeh. Včasih je lepo, ko te dvigne kdo v oblak, se včasih najde kdo, ki ni te vreden. Vse pride prav, če dobro potegneš iz napak in vstati znaš, če znajdeš se na tleh. Življenje je dar in zato ne ženi si k srcu močno slabih stvari, ki ti ugašajo luči. Življenje je dar, kadar znaš ločiti resnico in laž. In ko naprej ne gre, poslušaj srce.
težko razumeš, kaj je narobe in kaj prav. In rad bi več svetlobe v ljudeh. Življenje je dar in zato ne ženi si k srcu močno slabih stvari, ki ti ugašajo luči. Življenje je dar, kadar znaš ločiti resnico in laž. In ko naprej ne gre, poslušaj srce. Življenje je dar in zato ne ženi si k srcu močno slabih stvari, ki ti ugašajo luči. Življenje je dar, kadar znaš ločiti resnico in laž. In ko naprej ne gre, poslušaj srce. In ko naprej ne gre, poslušaj srce. Gremo not, je rekel Klemen, bravo. Veš, tako, si se že preizkusil, tako, vem, da si v studiu. Ne. Kako se tam izražaš, ko pridejo fantje? Na tak način. Gremo recimo, not. Ja. Zdaj, ajde, pazi, gremo. Ajde, pazi, gremo. Na Nisi tak se način. naučil? Tole je bilo zelo dobro, gremo še enkrat, ne? Ja. Gremo že stotič. Gremo že stotič. Najbolj pogost stavek ja, je, pač ja. bravo, zelo dobro, ampak gremo še enkrat. Gremo še enkrat. še enkrat Kaj te, vem pač, da se ukvarjaš s tem, verjetno je to en svojstven izziv za glasbenika, da obdeluješ svoj domač ansambel, je to prednost ali slabost, kako bi to ocenil? Mislim, je fajn, ampak če čisto po resnici povem, ko smo snemali še pač pri Petru Finku, pač preden sem v svoj studio, smo večkrat prišli lahko na vrsto. Ne? Zdaj, ko imam doma studio, enostavno je gužva, je gneča in enostavno premalo bi rekel no, vse za domač ansambel. Časov vzamemo, če tako gledamo. Ne? Čeprav je nastalo nekaj odličnih zgodb zadnji čas, ne? Res je, ja. Katere bi izpostavili, mogoče kaj še avtorje malo dotaknemo. Joško? Ja, zdaj pač čisto zadnje je Briga me, ne? Pač najbolj frišna, lahko temu rečemo, za katero smo se odločili, da bomo štartali skupaj z videospotom. Kaj pa jaz vem, no pač skladba je nastala, Matej Kocijančič je napisal besedilo, ne? Tako, pa Marjan. Pa Marjan Turk je napisal melodijo, naši standardni pisci, lahko temu rečemo, s katerimi smo v zelo dobrem sodelovanju, s katerimi radi sodelujemo. Pač pa taka skladba je malo novejša, lahko temu rečemo, in smo želeli, sicer imamo v planu, no, zdaj narediti kakšen tak lep valček, tako da se, tako kot na veselicah, ne vem, špilaš polko pa valček, pa polko pa valček, tako da se prepletajo ja, zgodbe. tako da se zgodbe prepletajo, kaj in kako bo, sicer nekaj imamo že pripravljeno, tako da, ja, pač avtorji so, saj za nas, ne eksperimentiramo ravno veliko, ampak vseeno smo odprti za kakšne nove stvari, tako da, ja, pot še ni končana, ne. Pot še ni, seveda ne. Prihodnji teden se obeta nova zgodba slovenske polke in valček. Tudi vi ste bili udeleženci tega prestižnega festivala. Kakšni so občutki za letošnje leto? Ste kaj prebrskali, kdo bo sodeloval, za koga boste navijali? Ja, smo prebrskali, jasno, da itak sem del tega, ker snemam tudi te pesmi vse zadnje. Zdaj ne vem, vse najbolj ni skrivnost, da smo tudi v revijalnem delu, tako da bomo tudi, nas bodo ste lahko videli. Ja, eno tako lepo zgodbo so pripravili. Ja, eno Zelo domovinsko pa je, ne? Tako, ja. Ja, sem tudi jaz bila obveščena. Aha, no, super, pa že. Malo že lahko zaupamo, ne? Vse je prav. Jaz mislim, da je slovenska narodno-zabavna glasba ena izmed tistih, tudi en izmed adutov, s katerimi lahko pokažemo, kdo Slovenci smo, in če je to narejeno na nivoju s kvalitetnimi glasbeniki, zagotovo se obeta v petek ena odlična zgodba, ker boste tudi vi. Bo šlo za petje in igranje v živo?
Več ali manj? Kako bi se tem, ne popolnoma, no. Ne popolnoma, ja. Enostavno tehnično ni izvedljivo, ker je izvedljivo. Ja. velik Ogromno, projekt. Tako ja, da Se bo stvar smo dopolnjevala. že pač posneli nekaj, no, tako Ja. da ne bo čist popolnoma, no. Dobro. Mi bomo odprli telefone 03897 0770, tako bom malce švingljala, če bi kdo še želel kaj vprašati naše goste, glede na to, da prihajajo iz, niso tako blizu Štajerske, čeprav Daleč, ne vkljub temu, ne, urica in pol pa ste pri nas. Danes bomo tako na hitro omenili tudi lahko rečemo eno revijo, ki je namenjena tudi, to se pravi, narodno-zabavni glasbi, v kateri ste tudi že vi bili kdaj prisotni, ne, zagotovo. Pa ne samo tiste glasbene stvari, tudi kaj drugega in lahko se seveda pohvalimo, da smo seveda v novi številki revije Gorica tudi oddaja Najviža. Tako bo zdaj, zaproskajmo, tako bo zdaj vsak mesec pripravili bomo kratke reportaže, kaj vse se dogaja v naši oddaji, lahko si boste ogledali tudi fotografije. Sicer pa še vedno vabimo vse tisti, ki nas zamudite, seveda si ogledajte ponovitve naših oddaj, drugače pa verjamem, da lahko si ogledate tudi na YouTubeu kaj več, tudi kakšen ples ansambla Nemir, ki smo ga doživeli pretekli teden, danes nas še to veselje čaka. Imamo pa telefon, dober večer, voščimo. Ja, dober večer, Ivanka, tukaj. Ivanka, pozdravljeni. Ali ste 25. februarja, sem jaz sklicala, ker ste imeli v gostah ansambl Vikend. Ja. Pa ste mi obljubili, da dobim CD, zdaj pa že mesec. Ja, veste kaj, jaz sem zadnjič prav srečala Rajkota, ne? Takrat so fantje obljubili, da bodo nagrado poslali sami. In Rajko danes praznuje tudi rojstni dan, tako da vse, kar lahko naredim, je to, da bom Rajkota še enkrat poklicala in ga opozorila. Vas pa vse mogoče prosimo, da še enkrat pustite podatke, pa da bomo fante malce opomnili. To je vse, kar lahko zdaj zagovarjam, ne? To, kar se pač malce predstavlja, seveda pa verjamem, če ste si prislužili nagrado in če so jo fantje obljubili, da bi bilo prav, da bi nagrado seveda tudi dobili. Prav? Ja. Boste kaj še vprašali naše današnje goste? Lahko tudi, mislim, zdaj sem zelo malo treme, tako da... Noč hudega. Ne grizemo. Če slučajno ne dobite CD-ja, pa nas pokličite, bomo pa mi zrihtali, bomo mi Rajkota poklicali, evo. Tle moram gledati. Ja, tako da bomo mi Rajkota poklicali, pa se bomo zmenili z njemu. Ja, održica, ne, to imate moje še podatke, a ne? Ja, upam, da bomo tole uredili. Gospa, nič treme, hvala lepa, da ste poklicali, seveda vam želimo lep večer še naprej in lepo, da ste ljubiteljica slovenske narodno-zabavne glasbe. Lepo se imejte, srečno, lahko noč. Zdaj smo Rajkota malo tudi namočili, malo ga bomo ukarali, ker se zgodi, da se kdaj kaj pozabi. Verjamem, da bi zdaj mogoče lahko to nagrado podvojili tudi, ker že malce zamujajo. Sicer pa danes praznuje rojstni dan, tako da mu lahko tudi osebno čestitamo za... uspešna leta, ne? Za uspešna leta. Koliko kapelj, toliko let, ne? Tako da, zdaj, ko bi se danes vračali tako, bi lahko se malce oglasili, tudi vi, ker se peljete mimo, kak klic prejmete, upam, če slučajno slišiš, novi spomini so ženi. Opogumi se. Še čisto na kratko, aktualnosti letošnjega leta, preden se poslovimo in gremo naprej z glasbo, kaj še lahko izpostavimo za to leto? Zdaj, vaš Valentinov koncert je letos doživel krajšo pauzico, po 7-8 letih ste se tako odločili. Ravno to smo hoteli reči, da letos žal Valentinovega koncerta ni bilo, ampak se bomo potrudili oziroma imamo že plane za drugo leto, tako da s polno paro naprej in upamo, da naslednje leto v prav takšnem številu, s takšno euforijo, lahko temu rečemo, in s tako dobro glasbo nadaljujemo naprej 8. zgodbo Valentinov z novimi spomini. Kar se tiče novih projektov, videospotov oziroma, ne vem, pesmi oziroma tudi mogoče zgoščenk, še kaj na tem področju lahko dodamo? Tako dobro se pogledate vsakeč, ko začnete odgovarjati. Kaj to zdaj pomeni? To pomeni, da imamo ravno zdaj v bistvu v planu eno čisto novo pesem. Je še v nastajanju.
Avtor je sicer znan, ampak Ja. pustimo zdaj še to. No. Ga še ne smemo omenjati? Mislim, lahko ga, no, vse Ja. to je. Ja, Rok naš Švab je prijatelj napisal Rok, en je- valček, tak Tako. prelep, tako da Zna biti kar zanimiva stvar. No. Če bo video spot, bomo še videli. Ne. zato se še nismo čisto odločili, ampak Moramo najprej komat lepo posnet. tako, In se z Pa da Valčkom vidimo. spet. res je. Tako, tako. Kdo bo imel glavno vlogo? V video spotu. Ne, v pesmi. Ja, najbrž bo kar Joško. ne. Jožko, ne. Ne, ja, ja. Ja, ti boš pa malce više gor zapel, Ma ja, Tako. pa standard. se boš malce Tako, ja. zdrgnil čez. V redu. A je bilo težko se pogovarjati z mano? Upam, da ne. Ne, bilo je približno, ne. super, ampak je zdaj mi sva rešena. Tako da Ste- zdaj Ne, ostala ni dva- ti slučajno, ne. O, kje je pa, Ostala dva, kje pa, pri imata meni zdaj ne to, veljajo takšna pravila, veš. Tako da ste pa dobro razmišljali sicer, bom pa bolj mila mogoče, no. O, super. Se pravi, da bo najbrž Čas je za novo glasbo v naši oddaji, nekaj reklamnih sporočil, potem pa seveda se z dobro glasbo in odličnimi gosti vračamo, kaj k vam? Hartmann, že 25 let največja izbira glasbil na enem mestu. Do danes so se razvili v največjega prodajalca kitar v Sloveniji z več kot 350 razstavljenimi primerki, oddelkom vrhunskih klaviatur, orgel, harmonik, pestro izbiro pihal, trobil, tolkal, glasbenih pripomočkov ter vse, kar potrebujete za dobro ozvočanje. Preverite akcije in novosti v trgovinah v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti ali na www.hartmann.si. Hartmann, vse za glasbo in o glasbi. Izziva srečo in gledaš proč, ko mimo grem. Zelo visoko nosi se in hladna si, nič ne pogrešaš me. In kadar veter kaj zaigra med brezami, želim si le, da bi ti v bližini bila. Ker me ne ogen nocoj ubija, me trese, me zvija, me žge in slepi. Bum, 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 se bo razletilo, zate srce pregorilo, brez kaplje krvi. Zdaj dobra vila pred menoj stoji in moža me prebujem se, kako lepo je pasti, če ljubezen dvignete. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje. Izziva srečo in gledaš proč, ko mimo grem. Zelo visoko nosi se in hladna si, nič ne pogrešaš me. In kadar veter kaj zaigra med brezami, želim si le, da bi ti v bližini bila. Zdaj dobra vila pred menoj stoji in Boža me prebujam se, kako lepo je pasti, če ljubezen dvignete. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje.
Ja, tako lepo se prepleta glasba, ne samo z gosti, ki jih gostimo v našem studiu, tudi z vsemi tistimi, ki nas pozdravijo preko videospotov, pravkar smo si ogledali Zreško pomlad. Zdaj pa je čas za nekaj novega v naši oddaji. Vsake toliko časa v našo oddajo pridejo ansambli, ki še niso bili tukaj pri nas in veselje nam je, da lahko predstavimo in damo možnost tudi mladim, kar lahko bi rekli zadnje čase nekako popularno, ne? Obstaja celo rek, da že ima vsaka vas svoj ansambel. To je seveda dobro do neke mere, spet drugače pa se sprašujemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti prav s to številčnostjo. Bomo videli, kaj bo prinesel čas. Seveda nam je pa v veselje, da se mladi odločajo za to glasbo in da bodo skupaj prenašali veselje tudi v naslednje rodove. Danes v naši družbi komaj 2 leti stari ansambel Pik, ki prihajajo iz Šentjurja. Dobrodošli. Takole modro so nas pozdravili fantje Šentjurja. Dober večer voščimo. Ja, dober večer. Kako se počutite v družbi kamer, vseh gledalk in gledalcev nocoj? Ja, je kar fajn, no. Je? Kaj treme? Malo tudi. Aha, se ti zdi. Pa se je tako, kot bi bili doma, ne? Tukaj je veliko lučk, malo več sicer, ne, imamo televizijo tudi, ne? Uro, klimo recimo, če bi nam bilo preveč vroče, tako da sicer pa počutite se kot doma, ne? Da se bomo bolje predstavili. Mogoče takšna kratka osebna izkaznica vašega ansambla. Stari ste 2 leti, prihajate iz Šentjurja, vaše ime je Pik. Kaj še lahko dodava? Ja, da v tej zasedbi delujemo komaj 5 mesecev. Kjer je najbolj frišen? Ja, tule naš Matej. Živijo Matej. Igra tudi bariton in bas kitaro, ne? Tako da super, ker nekateri basisti se ustavijo kar pri bas kitari. Ste iskali takšnega, ki bo tudi pihal? Ja, tako. Ste si želeli? Tako, ja, ker smo v bistvu naši vzorniki so šentjurski muzikantje in tudi imamo podoben sestav, no isti sestav. Ko sem zagledala prej klarinet, ko ste se pripravljali, ne, sem kar tako vas uvrstila, ne, čeprav trobenta, sem mislila, ok, še nekje trobentar, ampak je res malce drugače, ne. Ponovadi pač pričakujemo poleg klarineta tudi trobento kot kvintetno zasedbo, ampak vi ste se odločili drugače. Zaradi teh vzornikov vam je všeč ta glasba, tudi ljudem? Ja, tudi ljudem je všeč, predvsem starejši populaciji, ampak tudi vidim, da mlajši tudi poslušajo to zvrst glasbe. To so predvsem avstrijske koračnice stare, ki se jih danes ne sliši več. In mi poskušamo ohraniti to tradicijo.
Včasih so tudi poroke igrali na tak način, ne? Da je bil klarinet tisti glavni. Tako. Ste kaj šli iskat kakšne nasvete k šentjurskim? Ste kdaj že skupaj zaigrali oziroma povzemate kakšne njihove pesmi? Ja, tudi. Mi dva Žanom, klarinetistom, smo v bistvu njegova soseda od Franca Šusterja, tako da smo njem hodila po nasvete in tudi tako on naju je navdušil za to glasbo. Ne? Kakšen nasvet, ki vam je dal, pa se ga spomnite zdajle? A bo težko? Ja, veliko je bilo takih anekdot. Ja. Ampak rekel je, samo špilajte z dušo in srcem, pa bo vse. Pa bo vse tako, kot mora biti. Tako. Danes bomo slišali vaše skladbe, sicer zgoščenke še nimate, verjetno si jo v nadaljevanju vašega ustvarjanja želite tudi nekoč ustvariti, ne? Ja, sigurno. Verjamem, da. Zato je zdaj čas, da si privoščimo še kakšno vašo, a ne? Da se z glasbo predstavite našim gledalkam in gledalcem, tako da je ansambel Pik zopet čas, da nam nekaj zaigrate. Soboto boš sama doma, ker nisi pridna punčka bila, zdaj vse narobe je. Ocene korakajo, popravci te čakajo, ker so bi sile narila, je razmetano vse. In starši sklenili so, tako ne bo večno, ker kazen mora vzgojna biti, sicer učinka ni. Je treba udariti prav tam, kjer najbolj boli, iz hiše do nadaljnega ne izpustijo te. Posebno v soboto ne, ko veselica je. Soboto boš sama doma s klobaso, podkupil bom sadce, v temi bom pred firci skril in 3-krat pozvonil. Soboto boš sama doma, na to sva čakala oba, zdaj tuhtava, kaj naj storiš, da hišni pripor spet dobiš. Mama, brata dva na plesu sučejo in mislijo si tako, da ti je doma hudo. Mogoče potočila bi dve mali solzici, naj vidijo zjutraj si, da kazen res boli. Soboto boš sama doma s klobaso, podkupil bom sadce, v temi bom pred firci skril in 3-krat pozvonil. Soboto boš sama doma, na to sva čakala oba, zdaj tuhtava, kaj naj storiš, da hišni pripor spet dobiš. Nič kaj preveč prijetno, če dobi gospa hišni pripor. Še kratko, kakšne besede, potem se poslavljate, ne? Ja. Mogoče, ja, imensko smo že predstavili zdaj vas. Pa koga želite pozdraviti? Evo, to priložnost vam dam. Ja. Jaz sem, ime in priimek. Jaz sem Jan Čater, Ja, pozdravljam. igram kitaro. Ja. Tamle na klarinetu je Žan Trupej. Ja. Trupej, koga pozdravljaš? Vse, ki te poznajo? Super. Naprej? Potem je Žan Vodeb na harmoniki. Ja.
potem pa Matej Frece tule na Sem basu. pa že prej povedali, Tako. ne, odlično. Jaz vam res želim, ne, da boste po tej poti, ki ste si jo začrtali, uspešno nadaljevali, da še kdaj pridete med nas, mogoče vaša največja želja v tem letu, ki jo še želite doseči, oziroma kakšen skriti cilj, ki ga želite nekako dopisati na svoj seznam uresničenih želja. Ja, hočemo prijeti no, na čim več festivalov, pa tudi kako nagrado osvojiti. No. Želim vam, ne, da bo uspeh zagotovljen in tako kot ste slišali na svet, imejte radi in igrajte s srcem slovensko narodno zabavno glasbo. Hvala lepa ansambel Pik za vašo družbo, varno pot nazaj v Šentjur. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa seveda zdaj podarjamo še en nasmejan videospot, potem pa zopet v naši družbi novi spomini. Bil sem sam, ves nasmejan, ko prvič sem jo srečal tam. Igral sem ji in pesmi pel, v objemu sem si jo želel. A včasih se prav to zgodi, kar si srce najbolj želi. Plesala sva takrat oba, kot da se zadnjič vidiva. Niso nas poznali, pa vseeno so nam res se dali. Bili so res veseli, saj so vriskali in peli. V trenutku vsega tega sva si v oči gledala. Prvi pogled je povedal vse, kaj bilo, je ne ve res nihče. Pomislil sem tudi na to, da je nazaj več res ne bo. Zato sem tiho šepnil ji, rad te imam, verjemi mi. Sedaj oba sva brez besed, ker vemo, kakšen je ta svet. Obljubo pa še zdaj držim, ker si te še nazaj želim. Nisi me poznala, pa vseeno srce si mi dala. Kar si obljubila, si sedaj vse prelomila. Več so v tej zgodbi ne bo, saj vem jaz eno samo. Prvi pogled je povedal vse, kaj bilo, je ne ve res nihče. Več so v tej zgodbi ne bo, saj vem jaz eno samo. Prvi pogled je povedal vse, kaj bilo, je ne ve res nihče. Prvi pogled je povedal vse, rade imam, si zapomni dekle. Ja, pri nas kot vedno je zanimivo, marsikaj se dogaja, kot smo dejali. Če boste želeli pogledati še v naše zakulisje, si nabavite novo revijo Golica, kjer boste lahko videli še kakšne zanimive fotografije. Kaj kmalu pa nas boste lahko obiskali tudi na Facebooku. Ja, tudi kakšno zakulisje moramo kdaj objaviti, da boste videli, da nam je dobro, super in fajn. Zdaj pa gre za res, čas je za novo skladbo novih spominov, ki se bodo, ja, kaj kmalu lahko ogreli za svoj preizkus. Gremo novi spomini. Zdi se, kot bi včeraj bilo, ko sva spoznala se. Zdaj sem sam in ti gledaš me z neba. Danes si tu, jutri te ni, jaz pa pogrešam te. Vem, nekoč nekje spet se srečava. Kot da zvečer slišim tvoj glas, vonjam, kako dišiš, čutim tvoj dotik, ko zaprem oči. Sanjam, da mi puštraš lase in da se spet smejiš. Čakam, da poveš, da ob meni si.
gre naprej, svet se vrti, jaz še imam te rad. Včasih solza še lice orosi. Če pa nekoč drugih očeh našel bom spet pomlad, vem, da zame boš srečna tudi ti. Vedno moja v sanjah z menoj, vsako noč jaz bom s teboj. Veš, še malo ostal bi tedaj, še videl bi, da je to zadnji maj. Še videl bi, da je to zadnji maj. Jutri bomo 1. aprila, tako da bo do meseca maja še treba malce počakati. Ja, tako, jaz imam lističe, ne, zdaj le ugibate, kaj bo treba početi. Nič tako groznega, ne. Glede na to, da ste zadnjič, da je družina Barbo, ne, že zadnjič bila izpostavljena, bom danes bratca pustila pri miru, da boste samo sodelovala. V bistvu bolj boste dobila nalogo, boste slišala katero, ne. Zdaj bom, Klemen, tudi tebe prosila, če bo stopil tja k svojima prijateljoma, ne. Ker boste zdaj vi grupa 1, ja, ker tja se postaviš dobro, ja, in sem se boste obrnili tako, ker boste morali dobro opazovati. Ker sem razmišljala, ne, v tem tednu, katero stvar bi pravzaprav izpostavila sploh pri vašem ansamblu. Zdaj, pri ansamblu Nemir pred 14 dnevi vemo, da je ples tista glavni adut, ne. Zdaj, ko sem pa gledala vaše nastope, pa sploh Jožeta in njegove kretnje, njegovo uživljanje v skladbe, sem si pa v bistvu zamislila, da bi bilo zanimivo danes narediti en preizkus. Kaj misliš, Jože? Če vejo, kaj delam na odru, ali kaj? Ja, ampak zdaj boš dobil prav listič, na katerem piše, v kaj se moraš uživeti. Torej, gremo se pantomime. Fantje boste mogli pa ugotoviti, kaj je Jože postal, ne. Bolj hitro, ko boste opravili, ne, boljše bo. Seveda pa moramo pol eno kazen določiti, ne. Zdaj, če bo Jože uspešen, če boste vi hitro ugotovili, potem je to dobro, ne. Če se pol zakomplicira, pa bomo si izmislili eno kazen, ne, da ne boste kar brez težav šli domov. Torej se potrudite zdaj maksimalno, ne. Tudi gledalke in gledalci si boste Jožeta dobro ogledali, ne. In verjamem, da boste tudi sami lahko skušali ugotoviti, v kaj se bo spremenil, ne. Jaz predlagam, da vam dam tale mikrofon. Kdo bo zdaj glavni govorec? Lahko, Denis, ti, lej, sej fanta, ti bo ta itak hitro, ne, tisti, ko dobi idejo, kaj je Jože postal, hitro akcija, ne, poveste odgovor. Prej, ko bomo gotovi, več glas bomo lahko še poslušali, ne. Evo, ti dam jaz kar prvi listič, ga tako razpreš, mi ga potem seveda vrneš in postaneš v tem trenutku že to. Evo, Jože, kaj je postal? Strašilo! Odlično! Jože. Izvoli, zelo dobro vam gre. Drugi preizkus. Dve besedi sta v tej kombinaciji, ne? Prišla je teta iz Amerike. Ni prišla teta iz Amerike, gremo naprej. Jože nekje sedi. Gugalni stol. Ja, ampak kakšen, kateri? Čigav? Gugalnik. Čigav? Detko gugalnik. Babičin gugalnik. Odlično. To je bilo zelo čudno pokazano, ampak sprejmemo še zadnja. Aha, okej. Tudi dve besedi. Fato, čistačica. Ne, metla že, ampak kaj? Kakšna metla? Čarovniška metla. Odlično vam je šlo. A je bilo težko? Jože, čestitam. Dobro se znaš uživeti. Vam tudi čestitam, ja. Prinesem nove 3 listke, da bi še vi bili pantomima, verjetno ne. Lahko vzamem mikrofon ali ga boš obdržal za igranje. Ker zdaj čaka ena takšna dobra, dolga zgodba Agromixa, ki si jo privoščimo.
upam, da ni bilo pretežko, ampak gre za to, da se malo pohecamo in da ste zelo usklajeni, dobro vam gre, ne? Zdaj čas za glasbo, torej uživajmo v Agromixu novih spominov. A ste pripravljeni? Zdaj vam bomo novi spomini povedali eno zgodbo, ki gre takole. Gremo vsi! Skromen sem fantič iz hribovske vasi, rad bi se oženil, a nobene za meni. Cele dneve se po vasi s traktorjem podim, gledam mlade punce, a nobene ne dobim. In čakam in krave mukajo, in čakam, še pujsi jokajo. A všeč mi je vic iz sosednje vasi, njo bi vzel, zato poje mi je. Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček, ja. S teboj sem srečen, s teboj sem mlad. In če ne veš še, kako te ljubim, naj povem ti, imam te rad. Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček, ja. S teboj sem srečen, s teboj sem mlad. In če ne veš še, kako te ljubim, naj povem ti, imam te rad. Danes se veselimo, skupaj zdaj vino pimo. Danes je čas junakov, nočnih veseljakov. Skupaj se veselimo, skupaj zdaj vino pimo. Nihče nam nič ne more, rajajmo se do zore. Nihče nam nič ne more, rajajmo se do zore. Minilo je že eno leto, ko s pujšom sama sva doma. Živiva skromno in pošteno, na pravo dekle čakava. In zavriska, puj se poje, dolgo te že čakava. Kje so tvoje nežne roke, saj želiva si poroke, pridi, draga micika. Micika, oddaj mi ljubčeka, če ne bom kar poljubil, puj se ka. Micika, zavriskam od srca, če mi boš dala ljubčeka. Micika, o moja ljubica, oddaj mi, daj mi ljubčeka. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, če ne bom ljubil, puj se ka. Tvoje noge bose zelje tlačijo, ko te ljubim šenu, zajčki skačejo. Tvoje noge bose zelje tlačijo, tvoje lepe očke mene ljubijo. Tvoje očke, draga, mene ljubijo. Nekoč imel sem fajn deklino, Jasmina bilo je ime. Imela je tak usta fina, za vroče ljubčeke. Imela je obline, kot se cure fine. Iha, moja ljubica, ko obleko ona sleče, sama proti Gorenjski teče. Iha, moja ljubica. Suze mi liju, i to je sve zbog tebe. Ti si vozila biciklu, a ja sam jahao žrebe. Razbijam čaše, i to je sve zbog tebe. Jasmino, ti si moja sudbino. Jasmino, samo mi tebe volim.
Samo milijona še živi na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Samo milijon nas še živi na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Samo milijon. Poln vrč odlične glasbe in če ste opazovali Jožeta, ne, res se oživi vlogo in tudi več delov pesmi nam je konkretno predstavil. Tako da mu pantomima tudi ni šla slabo. Zdaj vas povabimo še na veselico skupaj z novimi spomini, potem pa se počasi, naše oko na vašem ekranu poslovi in zapre. Na veselici mi je dala nekaj sladkih ur ljubezni iz srca. Poletni mrak je nežno padal na zemljo in luna soncu je mahala v slovo. Sanjavi valček zibal veje je dreves, raztegnil meh harmonike se je za ples. Med množico obrazov srečal sem oči, žarele so kot svetle zvezde v temi. Kozarec dva že urno sva vrtela se, po tretjem zdela se je kot iz pravljice. Na veselici sva se spoznala in le za naju vroča glasba je igrala. Na veselici mi je dala nekaj sladkih ur ljubezni iz srca. Prikradla megle se je v bister moj pogled in nekam čudno majal se je cel planet. Zamižal sem oči utrujene spočil, ko delal se je dan brez nje sem se zbudil. Na veselici sva se spoznala in le za naju vroča glasba je igrala. Na veselici mi je dala nekaj sladkih ur ljubezni iz srca. Na veselici sva se spoznala in le za naju vroča glasba je igrala. Na veselici mi je dala nekaj sladkih ur ljubezni iz srca. Na veselici mi je dala nekaj sladkih ur ljubezni iz srca. Lepo se je opazovati na videospotih, ljudje se spreminjamo, ljubezen do glasbe ostaja in vsi tisti, ki imate radi slovensko narodno zabavno glasbo, iz srca vabljeni k ogledu slovenske polke in valček. Slišali boste nove skladbe, navijali za odlične ansamble, tudi novi spomini bodo v revijalnem delu, tako da jih boste lahko videli. Tudi naša oddaja bo v naslednjih tednih potem seveda z veseljem gostila nagrajene ansamble in tudi vse skladbe, ki jih bodo predstavili. Verjamem, da so se potrudili in da bo zopet ena odlična bera dobrih in res odličnih skladb. Še kakšno vam privoščimo, novi spomini so se ogreli, zdaj je čas še za eno njihovo glasbeno zgodbo. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, le v njenih očeh sonce sijalo ni. In ko gledal sem vanje, našel spoznanje, da me ne ljubi več. In poljubil sem jo, kot da mi ni hudo. Poznal noč je ostala in se smejala v soju dišečih sveč, a izginjal je čar, nisva bila več par.
je bila srečna in brez skrbi, ker je videla vse, kar lahko boli. Da ji dihne zastane, ko me objame, da si želi drugam. Svojo nežno roko dala mi je v slovo in dejala, da hoče, če je mogoče, da sva prijatelja. A izginjal je čar, nisva bila več par. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, kar naenkrat pred njo sto je bilo poti. In življenje, kar teče, tudi brez sreče, moral sem sam naprej. Pozabiti na njo, res je bilo težko. Zdaj pa znova se vračal, v solzah obračal, hladni se moj objem. A izginil je čar, dolgo že nisva par. A izginil je čar, dolgo že nisva par. Takole, še kratko slovo si privoščimo. Fantje, jutri je 1. april. Kaj boste ušpičili? Ali ste že, mogoče pa lahko zdaj na hitro povemo. Ne, Koga ste najbolj, kako rečemo, potegnili? Je šlo kdaj za kakšno tako zvijačo? Se kdo kaj spomne? Se kdo kaj spomne? Vsak dan imate 1. april. Vsak dan po malem. Zdaj, kakšnega velikega plana nimamo, pa tudi če ga imamo, ga ne smemo izdati, tako bom rekel. Pa spodbujamo gledalke in gledalce, da si privoščijo kakšno šalo, ne, da se bomo malce nasmejali, verjamem. Mogoče še kakšno pomladno voščilo vsem gledalkam in gledalcem naše oddaje in vaše oboževalce. Jaz lahko samo zaželim, da, oziroma prijetno pomladansko vzdušje, sonček se je pokazal, to je nekaj najlepšega, tako da uživajte ob dobri glasbi, ob dobrem petju, zapojte. Jutri se lahko lažete, ampak naj vam to ne pride v navado in lepo bodite še naprej celo leto, pa se ki vidimo, ne? Ja, moški, to je treba upoštevati. Nič figic držati zraven. Hvala lepa. Lepo je bilo v vaši družbi, super ste naredili vzdušje. Želim vam varno pot nazaj na Dolenjsko oziroma v vaše kraje. Dobrodošli še kdaj in torej uspešno na vaši nadaljnji glasbeni poti. Pridemo z veseljem. Ja, hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, seveda pa povabilo k ponovitvam naših oddaj. Lahko nas spremljate tudi na drugačen način, kaj kmalu, seveda pa čez dobrih 14 dni v družbi Najviže z mano. Prihodnji teden pa bo vaša odlična družba moj sovoditelj Žiga. Do takrat vse dobro, veliko sonca in ljubezni do dobre glasbe. Srečno in lahko noč. Vsi spijo, gledam kot čuk in dremljem, ko je zunaj dan. Sredi cerkve nosim klobuk in polkorat plešem sam. Črne mačke se veselim, če pred menoj čez cesto gre. Srčno sem vesel, ko zvolim, ob žalosti smejem se. Ko se razjuka dež, mi sonce sije, ko pada sneg, v meni maj cveti. In kadar spet jesen cel svet prekrije, v meni pisana pomlad živi. Ob trnovih poteh cvetijo rože, v žalostnem pogledu je nasmeh. Me hrapave besede ne bolijo, ko srečen nosim srečo v očeh.
sonce, nosim dežnik, ko lije jaz sem razoglav. Kadar pijem sem spomenik in trezen sem vesmajal. Na sedminah ni mi hudo, se zadnje ure ne bojim. Ob nedeljah delam trdo, čez teden počivam, spim. Ko se razjoka dež, mi sonce sije, ko pada sneg, v meni manj cveti. In kadar spet jesen cel svet prekrije, v meni pisana pomlad živi. Ob trnovih poteh cvetijo rože, v žalostnem pogledu je nasmeh. Me hrapave besede ne bolijo, ko srečen nosim srečo v očih.